Ljubitelice in ljubitelji nogometa, prav lepo pozdravljeni. Sliko smo se preselili v, to lahko vidite tudi sami, deževno spodnjo Šiško, kjer je pred nami uvodni krog oziroma uvodna tekma 22. kroga prve lige Telemach. Bravo pa na svojem stadionu pričakuje zasedbo Celja. Ekipi sta trenutno na 4. oziroma 7. mestu prvenstvene lestvice. Desno, bolj na bočnem položaju, vseeno se zdi, da bodo Celjani igrali s 5 nogometaši zadaj. Svetlin pa poizkuša prvi resnejši napad Celjanov, ki so torej dobro. Maradiči, kratka kombinacija, Morozov zdaj spodajo, tole lahko nevarno priložnost prečka. Ko govorimo o Celjanih, manjka seveda tudi Duje Čop, ampak Bravo je že v novem napadu. Podaja pred vrata, priložnost in gol! 1:0, Celjani so v zadnjih minutah precej padli in Bravo je to zdaj izkoristil. Že prej nekatera opozorila Šiškarjev za celjsko obrambo, ki pa niso zalegla. Še ena podaja v prostor, Kavčič se je streljil in jo ujel, potem pa izvrstna podaja Kavčiča pred vrata, tam pa je bil žoga zdaj do Bajdeta, ponuja se znova Kavčič, Kavčič takoj na Kureža. Kureš bo dovolj hiter, žoga se je tudi nekoliko zaustavila, tole je nova priložnost in gol! 2:0 za Bravo, tokrat podajalec Kureš, kar pa se tiče, oziroma kar pa govorimo o strelcu, nobene spremembe, Gregor Bajde še drugič danes v polno, takole je pokazal Bajde tudi, da z izbranko pričakujeta naraščaj, to smo v zadnjih dneh lahko opazili na družbenih omrežjih, danes pa drugič v polno Gregor Bajde. Pravzaprav Bravo, kar se tiče napadalnih akcij, bolj nevaren po levi strani, kjer je Kavčič, zdaj je odličen prodoren Sanaja, Sana proti Kramariču, Kramarič je v kazenskem prostoru, brani Urhar, ko se je pridružil Zmajem, nekdani vijolični bojevnik. Bravo, pa zdaj z predložkom, ki bi skoraj da končal v celjski mreži. Kurtovič proti Kurežu, gre žoga, Kurež do strela, brani Urhar. Begič preigrava, še vedno Tjaž Begič. Begič je v kazenskem prostoru, priložnost znova za Celjane. Larti je zdaj tam pred vrati, brani Urhar, pa Božič poizkuša tudi Bizjak, ostaja pri 2:0. Prečka je na koncu Muro rešila, da je ostala pri izidu 2:2. Tole pa zdaj Kramarič proti Maružinu. Maružin ima priložnost, Maružin, gol! 3:0, zdaj pa je tale tekma odločena. Loren Maružin je strelec in celjska barka je potopljena. 3:0, Kramarič z asistenco, Loren Maružin pa je potem krasno utekel, preigral Jurharja in potem z težkega položaja žogo poslal v celjsko mrežo. V moji družbi po koncu tekme domači strateg Dejan Grabič. Bravo je res dobro danes deloval na igrišču, pa me zanima vaš pogled. Je tole že nekako perfektna tekma Brava? Je to tisto, kar si v popolnosti želite? Ne, seveda da ni. Je pa zelo blizu temu, kar lahko iz našega koncepta igre dosežemo, se mi zdi. Ne glede na to, se vsaka tekma lahko tako ali drugače obrne. Mi nismo pričakovali takega visokega pritiska nasprotnika v prvem polčasu in smo imeli takrat težave, ko smo enkrat imeli za trenutek odločitve pod pritiskom, smo igrali prekratke žoge v prvo linijo, namesto da bi igrali v drugo, tretjo ali pa čisto preko. Ampak ko smo to začeli delati, smo se znebili tega pritiska in bili vse boljši in smo potem lahko igrali v napadu tisto, kar smo si začrtali pred tekmo. Vajeni smo te čvrstosti, agresivnosti v obrambi. Morda smo bili v prvem delu sezone malo manj vajeni zadetkov Brava. Zdaj ste jih na 2 tekmah dosegli 5. Kaj se je spremenilo? Spremenil se je način branjenja. Tukaj smo največ delali zdaj v tem pripravljalnem obdobju in se zdaj to, kar zasledujemo zdaj že, mislim, da 4 leta smo končno malo blizu temu, se pravi, da se branimo proti žogi. Bolj agresivno, višje,
in da se ne umikamo. Zdaj bomo videli, ne bomo vedno na vsaki tekmi tako, kot recimo zdaj v zaključku te tekme, ko tega nismo več bili sposobni početi. Smo se spustili malo v nižji blok in čakali en protinapad ali pa karkoli drugega. In izšlo se je perfektno. No. Tako da imamo, se mi zdi, zdaj nek balans med tem visokim presingom in nizkim ali pa srednjim blokom. Ves čas v Bravo poudarjate, da ste ambiciozni, zdaj ste zasidrani na tem 4. mestu. Koliko že morda pogledujete proti Evropi? Mi pogledujemo, ja, ampak smo pa tudi realni, smo se naučili v teh sezonah ogromno stvari. Recimo lani smo imeli, mislim, da 13 točk prednosti na začetku spomladanskega ali pa sredi spomladanskega prvenstva pred zadnjim mestom in smo na koncu trepetali v zadnji tekmi za obstanek. Tako da nam je jasno, kaj vse se lahko zgodi, nismo šabni, smo skromni, to pa ne pomeni, da smo neambiciozni. Smo zelo ambiciozni, ampak vemo, s kakšno strategijo in na kakšen način. Najlepša hvala in srečno v nadaljevanju sezone. Hvala tudi vam. V moji družbi še strateg gostov Simon Rožman. Gospod Rožman, na začetku tekme se je nekako zdelo, da ste krenili dobro. Kaj se je potem spremenilo po tistih res nekako dobrih uvodnih nekaj minutah? Ja, drži zelo dober začetek tekme. Škoda, da nismo nekako poentirali, da bi prišli v vodstvo. Potem ena velika napaka v obrambi, ki nas je dejansko iztirila potem za celo tekmo. Enostavno se nismo v prvem polčasu mogli več vrniti. V drugem polčasu smo poskušali z neko dominanco. Mislim, da smo imeli spet v nekem obdobju ogromno enih priložnosti, ampak enostavno, bom rekel, nismo mogli zabiti tega gola priključka. Na koncu smo se, bom rekel, Bravo še enkrat kaznoval iz proti napada, tako da sigurno smo razočarani in, kot sem omenil, pred nami je ogromno dela. Se vam zdi, da mogoče tale pogled na lestvico tudi nekako že psihološko kaj vpliva na vaše varovance? To ne vem, definitivno se bomo, bom rekel, z njimi pogovorili. Je pa res, da Bodi Lengič na igrišču, bom rekel, me ne prepriča. Treningi, bom rekel, so na dosti visokem nivoju, tako da mislim, da imamo ogromno rezerve po eni strani, predvsem pa veliko dela pred sabo. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Po koncu tekme v moji družbi junak današnjega srečanja Gregor Bajde. Gregor, danes res zanesljiva zmaga, Bravo, dobro ste izgledali na igrišču, ste se tako tudi počutili? Res je, upoštevali smo načrt tekme in smo šli v tekmo tako, kot nam je trener naročil. Mislim, da smo na koncu zasluženo zmagali in gremo naprej. Kar se tiče vašega učinka v jesenskem delu, en zadetek, zdaj je danes 2, bo zato kot napadalcu vam nekako lažje v nadaljevanju sezone? Ja, sigurno, rabil sem to in upam, da bo v nadaljevanju prvenstva še več zadetkov. Zdaj, zadetek ste proslavili tudi v slogu, v katerem nekako tudi na družbenih omrežjih že razkrivate, kaj prihaja, dobili boste naraščaj. Kaj se recimo pri nogometašu spremeni takole na igrišču tudi morda? Sigurno imaš neko motivacijo več in res sem čakal ta zadetek malo dlje, kot sem pričakoval in na koncu, evo, danes sem zadev, naredil sem to proslavo in sem vesel. Najlepša hvala in srečno. Hvala lepa. V moji družbi po koncu tekme napadalec Celja Ivan Božič. Ivan, zdi se, da vam danes nič ni šlo tako, kot ste si zamislili, kako je bilo vse skupaj videti na igrišču? Ne znam šta bi iskreno rekao, jako sam tužan, razočaran. Ja prvi danas nisam izgledao kako treba, primili smo 3 glupa gola, 3 naše greške, naprijed nismo bili konkretni. Dobro, prvih 10 minuta bih rekao čak da smo bili bolji. Te prilike da zabiješ 1-2 gola gore si, ali eto, to je nogomet, treba se resetirati, treba raditi svaki dan, svaki sljedeći trening i vratit će se, nema drugi.